Pisalo se je leto 1963. Slovensko gospodarstvo, ki je na račun težke industrije v drugi polovici 50 let doživljalo vzpon, je bilo že nekaj let v krizi. Ekonomisti so stavili na predelovalno industrijo in na izdelke za široko potrošnjo, ter ugotovili, da je za razcvet prav slednje, torej potrošnje, premalo. In ni naključje, da so se v takih okoliščinah vse bolj zavedali še ene pomembne točke pri vzpostavljanju stika s potrošnjo – oblikovanja. Tako se je pred 45 leti rodil Bio. Bienale si je skozi svojih 45 let obstoja že zagotovil pomen predvsem med strokovno javnostjo in v centralni Evropi. S tako pokritostjo medijev pa si širi svoj sloves tudi drugod po širšem svetu. Kako pa pridejo razstavljalci na Bienale? Po kakšnih kriterijih? Bio objavi javni razpis, ki gre širom sveta in se vsak oblikovalec lahko prijavi s svojim izdelkom. Izdelek mora biti izdelan vsaj v prototipu, ne sprejemamo raznih printov in renderjev. Potem pa izbirna komisija, ki je bila tokrat prvič ena mednarodna in je zasedala v Ljubljani, izbere izmed prijavljenih izdelkov selekcijo, ki je potem razstavljena. Kot podjetnik sem designer in razumem oblikovanje kot visoko dodano vrednost in danes tehnologija ni več vprašanje in funkcionalnost tudi ne. Zmagovita je oblika, ki jo ponudi. Dobro oblikovanje povečuje ekonomsko vrednost izdelka in odpira nove trge in nove načine delovanja. In making the awards, we chose to consider the multi-dimensional aspect of products. We look for indicators such as invention, durability, satisfaction of special needs, and emotional experience as evidence of quality products for visual communication. Our participation as jurors has convinced us that design is now central beyond doubt to the creation of a better quality of life for people everywhere. V bistvu je to ta naprava javni transport, to se pravi javno dobro. In v javno dobro bi morala danes družba investirati. In to ne samo v komercialnem smislu, da to vrne nazaj se, kot se govori, ampak to, da imajo ljudje ugoden transport in da se počutijo dobro in da je prostor lepo oblikovan. Mislim, da s to nagrado smo mi ravno dobili zadoščenje, da je pravzaprav naprava pravilno postavljena, pravilno oblikovana in s tem uspešna. In mislimo, da smo naredili da smo naredili nekaj za javno dobro. To, kar se zdaj tako ignorira. Vsaka stvar mora biti samo finančno pokrita in rentabilna in donosna, dobičkonosna. To je pa v mestnem prostoru čisto narobe stališče.